Živjo in dobrodošli v epizodi podcasta Umetnost lenarjenja, malo drugačna, malo posebna, poletna epizoda. V času, ko to poslušate, je začetek julija, tudi mesec, ko grem na dopust, tako da zato moj navdušen glas v pričakovanju tega časa. Je pa tudi poletje. Poletje je za ta podcast in zame malo poseben čas tudi iz vidika rojstva tega projekta, ki so mi ga priporočali, ki ste mi ga priporočali vi na Instagramu, in sem sploh začel. In vsako poletje nekako naredim en tak zaključek sezone in začetek nove. Lani je bil kar poseben. Lani sem na tak način sporočil predviden izid moje druge knjige, Znanost mirnega življenja, in pa tudi nekako razvoj podcasta v video obliko z načinom snemanja tudi v studiu. No, tudi danes imam novice za vas in bi rad v bistvu to epizodo, ki se ji reče solo epizoda, čeprav jaz vedno rečem, da se mi to zdi zelo seksualna sintagma, tako da ne uporabljam veliko, ampak današnjo epizodo, v kateri nastopam sam, to ni nič boljše, ampak dobro, današnja epizoda je namenjena temu, da vam jaz par stvari povem, obvestim o parih spremembah, se vam še enkrat zahvalim, da me poslušate in mogoče dam neko perspektivo za vse moje ustvarjanje naprej. Tisti, ki me spremljate, tako je, govoriti o sebi, o svojem delu, o tem, kaj mi delamo. Ljudem velikrat paše, vsem nam paše, o sebi govoriti, ampak je velikrat tako malo egocentrično deluje, ampak nekako sklepam, da tisti, ki me poslušate, tisti, ki me radi spremljate, to delate z razlogom in mogoče vas zanima, kaj prihaja in kaj nekako bo v kratkem na voljo na mojih kanalih. Bo pa današnja epizoda najbrž nekoliko krajša, ker nimam toliko materijala, da bi govoril uro in pol, kot sem morda s kakšnimi zelo zanimivimi gosti. Zakaj spremembe? Spremembe so neizogibne, spreminja se vse in spreminja se vedno. In to je na nek način dober in pomirjujoče, o tem tudi pišem v knjigi. To, da vse mineva, tudi dobre stvari, je nekaj lepega. Če se spremembe ne bi dogajale, če čas ne bi tekel, potem v bistvu ne bi nikoli mogli prebrati v resnici nobene dobre knjige, ne bi se mogli razviti, ne bi mogli premagati nekih izzivov, ne bi mogli pozabiti na neke težke stiske. Jaz vedno tako rečem, recimo zdaj je moja hčerka v času snemanja tega, je stara 3 leta bo, čez en mesec. Čudovit mali človek, ampak bila mi je hkrati tudi najlepši dojenček na svetu. In če bi ona zavedno ostala dojenček, ne bi spoznal tega krasnega malega otročka, ki ga imam zdaj. In zdaj si želim, da bi bila zavedno mala, ampak če bi bila zavedno mala, ne bi nikoli mogel spoznati najbrž neke krasne mlade ženske, ki bo ona postala, in bom neskončno ponosen že zdaj vem. Tako da na nek način to, da vse mineva, je morda malo melanholično kdaj, ampak tudi dobro. Spremembe se pa dogajajo, večinoma smo si sami krivi. Za mojo največjo spremembo letošnjega leta sem si zagotovo sam kriv v narekovajih, in to je, naredil sem specialistični izpit. 6 let specializacije iz infektologije, kjer te ne šparajo, ne delaš, in potem imaš približno 2 meseca dobro, da se usedeš za knjige, prebereš vse, naučiš in potem pristopiš k izpitu. Naredil sem izpit, dobil sem naziv specialist infektologije in dobil sem licenco za delo, in se par stvari spremeni, kar konkretno. Prvič, se mi zdi, da velik del te moje persone na spletu, v knjigah, je bil specializant. Jaz sem bil ta mlad, ki se oglaša, ki kaže te dejanske razmere, ki ni zelo pomemben v smislu kakšnih odločevalskih funkcij, nisem sedel na sestankih, recimo v COVID času, sem pa sedel na urgenci in tako naprej. Sprav, real life perspektiva. Druga stvar je pač ta nekakva perspektiva mladega zdravnika, mladega delavca v tem sistemu, ki je zelo karierno in zelo hierarhično naravnan. In tukaj je ta moja dikcija oziroma naziv specializant bil nekako del mene. Sej mladi zdravnik, absolutno ta naziv ni vezan samo na bom rekel, specializanta, še seveda tudi mladi specialist in tako, ampak vseeno, to sem zdaj nekako, s tem, ko sem naredil izpit, se je tudi to spremenil.
jaz sem že od vedno recimo na Instagramu zelo pazil glede objav. Pazil sem, kaj sem rekel, pa tudi pazil sem vse te, ki so pač plačane objave. Jaz pač ni v bistvu nobena skrivnost, da je Instagram tudi moja druga služba. In pač infektologi recimo nimamo popoldanskih privat ambulant, če bi hotel delati ekstra to, kot veliko zdravnikov dela, jaz pač tudi ne paše to, iskreno, ne. Imam dosti medicine teh 60 ur na teden, ampak moja dodatna služba je med drugim tudi Instagram, potem pa tretja, recimo, če rečem, so pa pisanje, predavanja in to. No in vedno sem zelo pazil, ker pač zdravnik je naziv, ki je to človek z neko avtoriteto. Pustimo zdaj, koga spoštujete vi, pa kako se vi počutite, pa da imate kdaj dobre, slabe zdravnike. Ampak to je nek naziv z avtoriteto, to kot je recimo ne vem, policist, učitelj, direktor, predsednik. In obenem z veliko odgovornostjo, ker ljudje našim besedam ponavadi zelo verjamejo in se na njih tudi zelo obesijo. Zato ni vseeno, o čem govoriš in kaj kažeš. Jaz sem to vedno pazil, vedno sem pazil, s katerimi firmami tudi sodelujem. Zdaj pa moram reči, da odkar sem specialist, se tukaj še zmeraj bolj intenzivno zapletam. Ker pride do nekih vprašanj, kaj želim svojo podobo narediti. Najrajš, kar objavljam na Instagramu, so kakšni projekti na temo duševnega zdravja, knjig, pisanja, seveda pa obstaja en kup mailov, te moje nabiralniki so izjemno polni, en kup vprašanj, en kup ponudb, ki so vedno fantastične, če vam rečem, ne vem, 3 dežurstva v kliničnem centru ali eno Instagram sodelovanje, približno isto finančno. In zdaj tukaj moraš ostati zvest sebi in moraš paziti, kaj kažeš. In tukaj se mi zdi, da so spremembe že vidne, ali pa celo bojo. Instagram jaz počasi res ožam na to, da je to ena stvar, ki ni v bistvu neka profitna dejavnost, ampak je to, kar je nastalo, zakaj je moj Ministry for WTF nastal, če se ga kdo še spomni. Evo vam pokažem šalčko, če kdo pozabil, imam za spomin tale logotip, tisti, ki gledate v video obliki na YouTubeu. Nastal je profil za izobraževanje pa za humor. To je baza in k tej bazi stremim in se vedno znova vračam. Tako da, odkar sem specialist, moram vam reči, da mi je težko vsako plačano sodelovanje za Instagram vzeti. Če ga vzamem, mora biti to nekaj, kar lahko 100% verjamem in kar lahko kot zdravnik priporočim, da bo nekomu polajšalo življenje, lepšalo, nižalo stres, izboljšalo zdravje, kakorkoli. Druga stvar, ki je prišla s tem nazivom, je pa znatno manj časa za te aktivnosti. Kot specializant si ponavadi, ne bom rekel, da te šparajo, ampak imaš ta kroženja, niso vsa kroženja enako zahtevna, imaš tudi kakšne popoldanske izmene, tako nekako sem vedno lahko odgovarjal na maile sproti, bral, kaj mi drugi pišejo. Zdaj pa moram reči, odkar imam to licenco, ta naziv, odkar sem specialist, je to zmeraj težje. Enostavno pač lahko si predstavljati tudi malo našo delo. Kot specializant delaš in potem ponavadi nekdo za tabo, nek nadzorni še vse prebere. Seveda moraš narediti dober, ampak vseeno, nekdo bo vrgel uč. Te pa sem jaz nadzorni specialist nenadoma, imam mogoče svojega specializanta, imam študenta in vse, kar napišem, je podpisan z mojim imenom in absolutno mora biti 100% razmišljeno in narejeno. Naša služba trenutno ni niti približno toliko huda, kot je bila v COVID času. Obremenitve so dosti bolj znosne, ampak še vedno pač so dnevi, ko delam pač od 8 do 4 z pauzo samo za stranišče pa za kakšen sendvič, pridem domov s čist polno glavo in pol seveda bi bil s hčerko. Tako da nekako ta čas za SP tudi, meni kdo napiše 3 maile, preden odpišem, pa mi je pol kdaj žal, pa me je malo sram, ampak pač enostavno ne prijem čez in mora imeti vsak od nas v življenju prioritete. In ena stvar, ki sem se pa naučil v tem zadnjem letu pisanja, študiranja za specialistični izpit, furanja SP-ja, predavanja, snemanja podcastov je, da si pač lahko privoščiš biti nekako defenziven do svojega časa. Kaj mislim? Prvič v življenju sem dojel, da mi ni treba na vsak mail tudi govoriti. Mogoče se to zdaj sliši malo, samovšečno ali pa malo, tako, zdaj iščem besedo, vzvišeno. Ampak moj čas
je vse, kar imam. In moj čas jaz namenjam med drugim nekaj stvarem, ki so mi najpomembnejše v življenju. To je recimo družina, to je moje pisanje, moji teksti, moja hčerka, družina, no. Pa tudi služba v resnici. Naša služba je veliko časti vzame, je pa tudi poslanstvo in je tudi nekaj, kar zahteva stalno izobraževanje in branje in se učenje tudi izven službe. Tako da, in zdaj na ta moj čas, recimo je včasih, ne vem, v študentskih letih ali pa v začetku moje specializacije, sem dobil 3 maile na teden še, mogoče take poljubne. Zdaj jih pa dobim, ne vem, 6-7 na dan. Ne da bi se hvalil, ampak pač recimo, ne vem, firme, ki bi imela predavanja, Instagram, knjige, pač dobiš ena vprašanja, tudi ljudje mi pišejo kdaj, ne, in zdaj, jaz sem vedno rekel, lej, kakšna čast, nekdo me piše, nekdo me hoče nekaj vprašati, jaz bom na to se posvetil in mu bom vsaj odpisal, če ne drugega, oprosti, hvala, ker si mi pisal, nimam zdaj časa ali nekaj na ta način. Zdaj sem prišel do točke, ko sem si rekel, poglej, tudi tak odgovor mi vzame čas in energijo. Imel sem več primerov, ko sem recimo rekel, ok, zdaj imam pol ure za pisanje, to ni veliko časa. Imate avtorje, ki rečejo, da rabijo pol ure pisati, samo da padejo not. Jaz na srečo hitro padam not, ampak sem imel recimo pol ure za pisanje, sem se usedel, odprl računalnik in slučajno videl 5 mailov in potem namesto, da bi pol ure pisal, sem 10 minut najprej odpisoval na te maile vsaj tako, ne vem, hvala za vabilo, ne morem, hvala za vabilo, nimam časa, vzame ti čas, to usklajevanje in potem ena aktivnost, ki jo obožujem, zaradi tega trpi. Tako da sem začel biti bolj defenziven svojega časa, pogledam, kdo mi piše, zakaj mi piše, tudi daj si privoščim to, da ne odpišem, pa mi je še vedno, se mi zdi to malo nevljudno, ne? Ampak enostavno, ne vem, tudi če bi zdaj jaz hotel koga, ne vem, kako bi to formuliral. Pač, tudi ko jaz pišem komu, ki je tako javno izpostavljen, kot sem jaz, ker zdaj pač res sem, to zdaj se ne morem več spreneverati, tudi ne bom pričakoval, da mi bojo vsi odpisali. Sploh pa ne takoj. Tako da sem rad malo defenziven do svojega časa, ker je to fair do mene in ker je to tisto, kar rabim za svoje ustvarjanje. Sploh odkar sem specialist, ko res čutim še ekstra odgovornost za službo, ekstra pritisk službe, ne bom rekel, da trpim, ne bom rekel, da je bilo prej lažji. Jaz v bistvu v službi, to bi rad povedal, dosti boljš počutim, odkar sem specialist. Imam več znanja, imam neko mesto na kliniki, prej skozi nekaj krožaš, noben ne ve čisto točno, kje si. Tako da absolutno je izboljšanje. Povem na glas, ker nočem biti tisti človek, ki je specializiral 6 let in govoril, kako je naporno, pa prvi dan specialista reče, v bistvu je bilo dosti lahko, zdaj je težko, ker sovražim tak način govora. En gastroenterolog mi je nekoč rekel, biti specializant je težka bolezen, ampak z znanim trajanjem in dobro prognozo, s tem se jaz kar strinjam. Ampak ja, v luči tega, te moje defenzivnosti in prestrukturiranja svojega časa, ker to sem ugotovil. To je glavna stvar, ki sem zdaj ugotovil v zadnjih, recimo 4-3 mesecih učenja za izpit, pa potem specialistični izpit, pa zdaj poletje. Glavna stvar, ki sem ugotovil, je, da bom enostavno mogel prestrukturirati svoj čas in narediti par razmislekov za prihodnje leto. Ena sprememba, ki je kar velika in se veže na podcast. Lani je bila z navdušenjem sem lani sporočil, da grem iz audio v video oblike, da bom še ekstra čas in energijo namenjal podcastu. In zdaj bom žal mogel stopiti en korak v drugo smer. Ne mogel, ampak pač tako sem se odločil. Odločil sem se, da enostavno glede na trenutno situacijo moje energije in časa, mesečne epizode podcasta ne morem več obljubiti. Ne bom nehal s tem projektom, to mi je projekt, ki mi je ogromno dolže, če samo pomislim, koliko enih krasnih pogovorov sem imel, koliko enih ljudi sem spoznal, ki jih mogoče drugače ne bi. Kako jaz rad kdaj prevrtim kakšen odlomek nazaj in se kaj naučim od svojih sogovornikov. Res, fantastično, sem res hvaležen, da sem to začel delati. Ampak jaz nisem podcaster,
v osnovi. Tako kot kdaj ne razume, da nisem influencer. Ko mi pišejo kakšne firme, pa pol ne odpišem takoj ali pa zavrnem kakšno zelo velikodušno ponudbo o sodelovanju, ali pa mi predlagajo, kako naj se posnamem, kako prijem domov, pa se presenetim, ko vidim na tleh paket, pa pol ga odprem. Pač jaz ne delam teh stvari, ne delam unboxing videov, ne delam iz sebe norca, razen v skečih in na Funny Friday in na svoj lasten način, pač neke humoristike. Ampak nisem influencer, nisem podcaster, v osnovi sem jaz zdravnik. In to je ne full-time job, ampak above full-time job. Poleg tega drugi naziv, ki bi ga res rad imel takoj na drugem mestu, je pač pisatelj. In ta naziv še razvijam, ker šele zdaj začenjam zares pisati pravo leposlovje, počasih grem v to smer. Iz tega vidika, pač jaz, če bi bil podcaster, bi z veseljem to ustvarjal v bistvu tudi tako več kot enkrat na mesec, v smislu tudi tako kot Klemen Selakovič, pa vsi drugi super podcasteri delajo, ampak enostavno to je čas, ti se moraš zbrati gosta, pripraviti na pogovor, organizirati srečanje, policija, posnet, montažo sem zdaj prepustil, ampak enostavno to je čas, ki ga pač porabiš za nekaj in ga potem ne moreš za nekaj drugega. Mene veliko ljudje vprašajo na teh knjižnih dogodkih ali pa intervjujih, kje najdeš čas za vse. Mislim, ne najdem jaz nič več časa, kot ga imaš ti, recimo, ampak si ga pač strukturiram. Jaz sem včasih gledal zelo rad filme, igral sem računalniške igrice, pa treniral sem 3 do 4 krat na teden, plavanje ali fitness. Zdaj v bistvu televizije ne gledam več, to sem ugotovil, nisem se sploh odločil. Zdaj sem ugotovil, en teden nazaj, ko sem razmišljal o svojih urnikih, sem ugotovil pismo, kdaj sem jaz na zadnje kakšen film gledal. Pa sem odprl, imam eno aplikacijo, imam v Notebooks seznam filmov, ki bi jih rad pogledal, ki se veča, daljša. In ne bom rekel, da sem nesel televizijo v klet, da sem rekel nikoli več, ampak enostavno nekako naravni potek mojega življenja je prišel do točke, ko ne gledam televizije, ker mi to vzame preveč časa. Prebral sem knjigo Stephen Kinga, On Writing. Kdorkoli od vas, ki bi se rad poglobil ali pa spravil pisati, najbolj prisrčno, toplo priporočam to knjigo. Fenomenalna knjiga o pisanju. Stephen King On Writing. In tam noter on napiše, in to sem prebral potem, zaradi tega sem začel razmišljati, kaj je z mojo televizijo, ampak to sem prebral zdaj recimo 1,5 leta ne gledam televizije in sem pač prebral to knjigo, kjer je on napisal, da prva stvar, ki more iti, če si resen glede pisanja, je televizija, ker ti enostavno to pobere preveč časa. No, se pravi to, prva stvar, nehal sem gledati televizijo, to je bilo zelo spontano. Druga stvar, nehal sem scrollati po telefonu, to sem se odločil zavestno, ker sem rekel, hočem več brati, kot berem. Jaz zelo rad berem, zelo veliko berem. Mislim, da vsak, ki hoče pisati, more brati veliko. In ko sem ugotovil, da velikrat, ko imam 10 minut časa, si rečem, to je premalo, da bi bral, pa grem scrollati po telefonu, sem začel živeti z idejo, ko primeš telefon v roke, ga primi z neko idejo. Se pravi, če vzamem telefon, pa odprem Instagram, moram imeti idejo, pogledal bom sporočila, pa objavil nekaj na story. Ne pa, sam da malo vidim in pol tam drsaš in neke videe mečem naprej in ti to drsaš in odpreš na TikTok, Instagram in to se mi je zadnjič enkrat zgodilo, sem se zavedel, jaz gledam zdaj v svoj telefon, tle je nek model, ki ga ne poznam in pleše v svoji kuhinji. On si je nastavil telefon in se snema, kako pleše v kuhinji in temu jaz mojo pozornost in moj čas dajem. A res? Mislim, vsi se moramo kdaj odklopiti, pa sprostiti, pa pogledati nek neumen video, pa en smešen film, pa karkoli, ampak a res pač bom dal to pozornost, ta trenutek modelov, ki pleše v kuhinji, z nekim razlogom, ne vem katerim, in mi ni niti zabavno. In tretja stvar, zmanjšal sem igranje igric. In zdaj, če to seštejemo, pa še v fitness hodim, ne vem, enkrat do max 2krat na teden zdaj, ne več 4krat. Če to seštejemo, se pravi, televizija je šla ven, igrice so šle iz 3 ur na dan na 3 ure na teden, trening iz 4 dni na teden na en dan na teden. Tukaj zdaj vidimo, koliko sem jaz ur dobil, da lahko začnem pisati, da imam lahko otroka, da lahko snemam podcast. Tako da gre za to, da si čas oblikuješ, ne da ga najdeš, ne da imaš 25 ur v dnevu, ampak da si oblikuješ na način, da boš lahko in spočit in produktiven in da te bo to, kar delaš, veselilo. Zakaj jaz snemam podcast?
Zakaj zdaj snemam podcast, namesto da bi šel gledati en film od njih na seznamu? Zato, ker me to veseli, ker to rad delam in ker so vaši tudi seveda feedbacki, odzivi zelo prijetni. In ko si oblikuješ tako življenje, ki ima nekaj, kar moraš, seveda moraš nekaj zaslužiti, letos sem tudi en velik kredit imam po novem, moraš, kar bi rad in potem si to nekako pokombiniraš. In v luči vsega tega sem ugotovil, da kot specialist in kot nekdo, ki bi rad zdaj začel končno malo več pisati, ker zdaj v tem študijskem obdobju res nisem imel časa, idej imam pa približno 200,000, da bom pač ožal podcasting. Ne bom nehal in imam trenutno že 2 super gosta na lagerju, ki jih bom v kratkem povabil in mogoče že septembra epizoda pride. Ampak enostavno ožal bom aktivnost, poleg tega je tukaj še vprašanje stroška. Jaz snemam zdaj v studio ima svoj strošek. Večina mojih podcastov jaz financiram čisto sam. Občasno imam to srečo, da se pač javi nek pokrovitelj. Zdaj, če bi se povezal z nekim, spet ista problem kot Instagram, mora biti pokrovitelj, ki mu zaupam in ki ga lahko pokažem. Če mi piše, ne vem, Radenska, super, mislim, nič nimam proti Radenski, tudi kot zdravnik z veseljem, če mi piše Heineken ali pa Marlboro ali pa, vidite problem. Pač mora biti neka firma, za katero lahko stojim in ki jo potem z veseljem v podcastu omenim. Ampak zaenkrat sem, se pravi, večinoma sponzoriral lastno snemanje, pa sem rekel, Dan, super, Anže super dela, čisto nobenih pripomb nimam nad tem studijom, kjer delam, by the way, če koga zanima, podcaststudio.si je on. In ga zelo priporočam in bom tudi vnaprej delal še tam, dokler bom pač lahko. Ampak problem je, da pač se te stroški nakopičajo in zdaj, kot sem rekel, imam kredit, ki ga prej nisem imel, velik kredit in pač moram malo racionalizirati. Tako da to, kar se podcasta tiče, jaz sem bil navdušen nad tem, da sem vsako soboto v mesecu imel novo epizodo, tudi zato, ker je ta sirena testa me vedno tako lepo najavlja. Žal, torej, zdaj najavljam, da vsako soboto v mesecu verjetno ne bo več podcasta. Bom se pa potrudil, da relativno redno dajem ven te epizode ali pa vsaj kakšno tako solo govor. Ne maram teh solo snemanj toliko zelo, zato ker velikrat pol nimajo neke substance, jaz sem nek govor v prazno, tako da kadar posnamem neke take solo nastope, takrat, to se vse tako sliši, kadar to delam, dejansko želim, da povem nekaj pametnega. Tudi zdaj, recimo, nočem samo nizati, kaj se bo spremenilo, ampak hočem povedati, recimo, kje sem na tej točki, mogoče ponuditi neko vpogled tudi vsem vam drugim. In zdaj zadnja stvar, pisanje. Hotel sem spregovoriti še malo o pisanju. A kaj pišeš, me veliko ljudi vpraša. In lani ob tem času sem napovedal drugo knjigo. Danes lahko napovem, da letos ne bo še ene moje knjige. Z veseljem bom prišel še vedno na knjižni sejem, ampak pridem za svojimi 2 temeljnimi izdelki, Življenje v sivi coni in Znanost mirnega življenja, knjigi, ki sta si zelo različni, ki me je vsaka od njih na svoj način spremenila, veliko naučila, sestavila in sem jima neskončno hvaležen. Pišem zelo veliko različnih stvari, ampak obenem zelo malo, tako da sem se glede pisanja odločil več zadev. Ena od ključnih, mogoče takih presenetljivih je, da zaenkrat in za nedoločen čas ne bom pisal več poljudne ali pa poljudno znanstvene literature za samo pomoč. To je bila moja knjiga, ki sem jo mogel dati sebe, pasal mi je, meni je pomagala, glede na odzive pomaga še marsikomu, govorim zdaj o znanosti mirnega življenja, sem hvaležen za to. Ampak jaz sem človek, ki a priori in najbolj obožuje in ceni zgodbe. Zgodbe so mi rdeča nit življenja, so mi substrat za neko zanimivo bivanje in premikam se v pisanje zgodb. Pišem en znanstveno fantastični roman že nekaj časa, to je projekt, ki je najbolj tak ogromno zastavljen. Če vam dam sam primer, zdaj sem recimo nekje na slabi polovici prve od 3 planiranih knjig in je teksta že več kot obe moji knjigi izdani skupaj. Se pravi, če daš Življenje v sivi coni in Znanost mirnega življenja eno na drugo, je to manj kot pol prve od 3 knjig, ki jih o tem znanstveno-fantastičnem svetu pišem. Noro uživam, ne moram pa povedati, uživam v oblikovanju tega sveta,
1000 dvomov imam, 1000 strahov, ampak me briga, ker je to užitek in tudi če ga prebere na koncu jaz, pa moja žena, pa moj oče, mi bo to dovolj. Drugače, enkrat sem rekel, Ester, to je tako lepo, dal sem mi testno branje, ta roman fantazijski, in sem rekel, lej, ne vem, če ti bo to všeč, ne vem, če boš to ti sploh brala, zato ker ni toliko tvoja, ne vem, ni toliko tvoja stvar, ti ne bereš toliko teh znanstvenih fantastik, pa ti najbrž ne bo zanimiv. In ona mi je rekla, a se ti zavedaš, da bi jaz prebrala tudi učbenik za infektologijo, če bi ga ti napisal? Ja, ni lepo, no, to bi bilo toliko lepo, to bi bilo pa toliko lepo, ta podpora in ta ljubezen tvojega partnerja, res, res lep citat, tako da, hvala, še tako javno. Ampak, ja, pišem, mislim, v bistvu je tako, ne, pred kratkim sem bil v knjižnici Krško na pogovoru o knjigah in mi je tako zanimivo, ena gospa rekla, da sem tako 2 različni knjigi napisal, da imajo čisto na različnih delih knjižnice, a ne postavljeno, življenje v sivi coni pa znanost mirnega življenja, in vam povem, da kar trenutno pišem, bo še za 3 različne lokacije v knjižnicah. Pišem nekaj za otroke, pišem nek tak thriller, malo bolj zelo ekstremen, malo probam tudi svoje meje, malo probam, kaj si upam, kaj se mi še zdi primerno, kaj se mi še zdi, ker jaz, kakor sta te 2 moje knjigi obe, nekako, kdor je bral, zaznal nek optimizem, pa neko perspektivo, pa neko humor. Jaz najraž berem in pišem in tudi, kar se tiče teh svetov, ki jih ustvarjamo z Amuletom, v roleplay svet, pač v družabnih igrah in to, me zanima v bistvu najbolj temačne plati človekove duše, politične ureditve, zanimajo me boji, zanimajo me izzivi, pošasti, neznano, tema in seveda bolezen. Tako da tja počasi grem, koraki so počasni, zelo spoštujem leposlovje in ta način pisanja, ampak zagotovo se premikam v neke nove sfere, ne pa še čisto takoj, oziroma to gre počasi. Jaz imam trenutno, mislim, da 7 dokumentov, čakaj, to pa prav pogledal. 8, sem preveril. 8 fajlov imam na svojemu driveu odprtih v mapi teksti. To so stvari, ki sem jih začel pisati. Tako da 8 jih so v delu, od tega sta 2 bolj resni, ena je ta znanstvena fantastika in druga je knjiga, ki bo izšla, predvidevam, prihodnje leto, in je nadaljevanje življenja v sivi coni. Nadaljevanje na način, se pravi, ne zdaj gremo naprej, kjer smo končali, COVID in tako, ampak v bistvu knjiga o zdravstvu, medicini, mojem delu, anekdotično, duhovito, tragikomično in tudi seveda zelo realno, o našem delu, o vsem, pač v bistvu, če vam je bila všeč siva cona, jaz mislim, da vam bo ta knjiga všeč, oziroma meni je v bistvu že zdaj všeč še bolj, ker se tudi jaz kot avtor razvijam. In to je zelo važno. Pred kratkim sem dobil en mail od enega fanta, ki je napisal svojo prvo knjigo in mi je napisal, če lahko, prosim, mi pošlje en izvod, da mu dam malo recenzije in nasvetov, in sem počaščen nad tem, ampak žal, pač seveda sem ga mogel zavrniti, ker nimam tega časa. Tudi knjig, ki jih želim brati, tamle na moji polici nočnih je, mislim, da 9 trenutno v vrsti, tako da sem za vsaj 2 meseca dober. Ampak kar sem mu pa napisal in to, kar bi rad povedal vsakemu, je, da pisanje je seveda nek talent, neko veselje, ampak je pa tudi veščina, neke vrste obrt, tudi ne samo umetnost, in veščino se pili. Tako kot ste lahko vi takoj dobri v tenisu, čim ga probate, boste rabili ure in ure in ure, da boste izjemni. In podobno je pri športu, podobno je pri faksu. Se pravi, moja prva knjiga, kar je naredila v tej državi, kako so jo ljudje sprejeli, kakšna uspešnica je postala, to je meni ne moremo opisati, kako krasno mi je to, kako čudovito se počutim, kako hvaležen sem za to, ampak mislim, da je najbolj napačen odziv na to bi bil, zdaj sem pogruntal vse o pisanju, zdaj sem jaz veliki car in zdaj samo še recikliram to, kar znam. Že zdaj, ko berem nazaj sivo cono in mi je še vedno všeč, že zdaj po 2 letih vidim stvari, ki bi jih spremenil, stvari, ki bi jih lahko bolje opisal, besede, ki se mogoče ponavljajo, slog, ki bi ga lahko izpilil. Tako da ta knjiga, ki jo zdaj pišem, ne bom še povedal naslova, ampak Siva cona 2, je v veliko pogledih boljša.
Meni se to zdi. Jaz sem drugače, mogoče bi rekel, on ne more tega ocenjevati, ker je on avtor, ampak jaz sem do tega tako strog. Jaz vam povem, da če jaz nisem 100% prepričan v neki, ne bom dal iz vrat svojega pisarne, čeprav je nimam, ne bom dal iz računalnika uredniku v branje, ker sem jaz veliko knjig berem in nad veliko knjigami sem tudi razočaran, recimo, veliko knjig mi ni všeč. Tako da sem zelo strog glede tega, kaj je meni dobro. Kaj se mi zdi dobro napisan, kaj se mi zdi zanimivo, kaj se mi zdi uredno branje, ker spet smo v tem, da vsak daje svoj čas za stvari, ki se mu zdijo uredne. Tako da, če bereš neko knjigo, ki ti ni všeč, brez slabe vesti, prosim te vmes prekin, kot je rekel Andrej Blatnik v enem najnem podcastu o knjigah, ni treba spiti celega soda, da veš, da je vino slabo. No in jaz sem zelo nekako strog sem do tega, kaj napišem, na kak način napišem, potem sem spet strog do tega, kaj lahko napišem kot zdravnik, iz česa se lahko šalim, ker ta knjiga bo spet seveda veliko šaljivih insertov in anekdot vsebovala. Ampak ja, nekako sem dal vse na pauzo, da sem naredil specialistični izpit, zdajle končujem drugi del prvega dela tega mojega fantazijskega, znanstveno-fantastičnega romana, ker imamo avgusta testno branje, to imam eno grupo mojih frendov, fantazijskih geekov, sorodnikov in prijateljev iz Amuleta, ki potem to skupaj preberemo in mi dajo komentarje. To moram zdaj končati do avgusta, to je še 20 strani teksta, pa pol še 2 reviziji in potem se spravim pisanja te Sive cone 2, ki jo imam tudi že kar nekaj napisano, nekje 70% po moje, ampak ena stvar, ki sem jaz ugotovil pri pisanju, odkar se s tem ukvarjam, je pisanje samo je mogoče 30% časa, ki ga nameniš. Pa so pa revizije, obračanje besed, iskanje boljših besed, črtanja je ogromno, a ne. Boljš, da ven vržeš, preden postane nekaj dolgočasno, boljš, da ven vržeš malo, kot da je preveč za brati in tako naprej. Tako da, to je pa še tretja stvar, hotel sem malo povedati o svojem specialističnem življenju, hotel sem povedati malo o tem, kam gre podcast in končno hotel sem povedati še malo o knjigah. Pisal bom veliko. Ena druga stvar je še tukaj, ki me skrbi, pa je mogoče me ne bi smela. Nikoli pri pisanju prve knjige me ni skrbel, koliko ljudi bo brali in kako bojo to sprejeli. Pri drugi me je že in pri tretji me to blazno skrbi. In to je zato, ker si vsi malo posteljemo, a ne z nečim. In zdaj, karkoli bom jaz napisal, nekdo, ki bo šel to brati in bo imel stališče, rad bi videl, a je dober, rad bi videl, če me potegne, bo izhajal iz, to je pisal ta in ta človek. Če jaz preberem en roman od Stephen Kinga, pa mi je v redu roman, bom lahko rekel, meni je ta roman dober, ampak niti slučajno me ni toliko potegnil kot njegov It. Kristin je bil boljši. Če bi pa nekdo od vas napisal ta roman, bi pa jaz rekel, a to je tvoj prvi tekst, pa to je fenomenalno, to je fantastično. Kaj vam hočem reči? Jaz imam zdaj neko podlago že s temi knjigami, ki so uspešne, ki so bile super sprejete in sam čakam, da bom nekaj napisal, kjer bojo ljudje začeli govoriti, lej, vidi se, da nima več tega, vidi se, da mu tokrat ni ratal. Se pravi, nikoli nisem razumel, recimo, ljudi, ki pišejo pod psevdonimi, zdaj pa jih. Ker če si hočeš res dati bel list, če hočeš ljudem ponuditi nekaj brez pričakovanj, mislim, da to ne more biti drugače. Ker bom šel zdaj počas, po naslednji knjigi bom šel v čist druge vode in pol bojo seveda tudi primerjave, a ne. Zupančič ali zna pisati tudi roman, ali zna pisati za otroke, ne. In na koncu seveda nismo vsi vsem dobri, a ne, kaj bom boljš naredil, kaj slabš. Tako da je v meni nek strah, ki ga mogoče marsikdo od vas pozna, če se spravi delati nekaj, kar mu je pomembno. Naj bo to službeno, osebno, šport, pisanje, ustvarjanje. In to je strah po tej zavrnitvi, po tem, da ljudem ne bo všeč. In ta strah mora zginiti. Sploh pri pisanju, ker človek, ki piše, mora biti zvest sebi in iskren do sebe. Ena zanimiva primerjava, ki sem se jo spomnil, je, če hodite po, ne vem, recimo, ali pa dajmo primer moje ambulante. Si v ambulanti in pride k meni en sodelavec, zdravnik, ali pa hišnik od UKC-ja, ali pa slavist, ali pa doktor zgodovine, ali pa 19-letni pubertetnik. Z vsakim od njih se bom jaz malo drugače pogovarjal. In tudi vi, če prijete v ambulanto, boste največ malo drugače govorili kot z sosedo starejšo, kot z vzgojiteljco v vrtcu,
kot z profesorjem svojega otroka. Ne, da boste zdaj ene spoštovali, pa druge ne, ampak pač dikcija je drugačna, obnašanje je drugačno, ljudje smo drugače dojemamo, druge stvari hočemo sporočiti. In to vsi delamo. Ampak na knjigi pa ti ne veš, kdo bo bral. Ne veš, ali bo brala vzgojiteljica, hišnik, zdravnik, direktor, predsednik vlade. In ne moreš prilagajati svojega pisanja njim, kar je po eni strani težji, po drugi strani pa blazno osvabajajoče. Ker ti odpade ogromno tega stresa, kaj če me ne bo razumel. Ti si zvest svojemu slogu, ko je nekomu to všeč, te bo ta bral, če mu ni, te ne bo. Dobil boš veliko komentarjev, eni pozitivni, drugi negativni, s tem se moraš sprijazniti in pisati, ker te to veseli in ker imaš nekaj za povedati, ker imaš zgodbo, ki se ti zdi uredna deliti, konec koncev lahko pišeš tudi samo zase in tega nikoli nikjer ne objaviš. In čez to sem mogel jaz iti. Da nisem začel govoriti, ali bo tudi naslednja knjiga toliko v redu kot Siva cona, ali se bodo ljudje smejali, ali bo zginjala po knjižnicah in po knjigarnah, jaz bi to še enkrat doživel. Čisto sem mogel mimo tega. Odločil sem se, da bom napisal knjigo, ki bo meni všeč, ki bo sporočila stvari o zdravstvu in o zdravniški službi, ki jih jaz želim sporočiti, ki bo delila zgodbe, ki sem jih doživel ali pa slišal za njih, ki se mi zdijo uredno deljenja, ker so tako navdihujoče ali smešne ali zanimive, kakorkoli. To bom napisal, pa bom poslal uredniku, bo vas pilila in naslednje leto upam, da ta izdelek pride ven in bom seveda neskončno hvaležen vsakemu od vas, ki ga bo kupil, bral in širil besedo naprej. Tako, mislim, da je to. Jaz upam, da vam je bila vsebina današnjega podcasta zanimiva, bil je malo drugačen. Sprejemam z veseljem tudi kakšne predloge, kaj bi poslušali, mogoče sploh v teh solo epizodah, kaj bi poslušali. Veliko dobim predlog za gosta preko maila in morate vedeti, da jaz sem, tudi ko sem imel mesečno, podcast je to 12 na mesec, to ni veliko. In jaz ponavadi goste imam izbrane, imam ogledane in tukaj pač kdaj naredim kakšno izjemo, ampak redko lahko to menjam. Ampak kot pravim, zdaj se bo stvari tudi malo spremenile in z veseljem sprejemam pač kakšne predloge. V vsakem primeru hvala, ker poslušate. Jaz vam želim le najbolje. Berite dobre knjige, družite se s prijetnimi ljudmi, delite pozitivno spremembo v svetu. In mislim, da vse skupaj se vam bo slejko prej obrestovalo, če ne da drugače, pa tako, da boste malo bolj nasmejani, pri meni to deluje. Vsem težavam in stiskam navkljub. Imejte krasen preostanek dneva in se vidimo kmalu.